5 let od vstopa Slovenije v šengensko družino se številni mejni prehodi med Italijo in Slovenijo spreminjajo v razvaline. Turistični strategiji o promociji zelene Slovenije navkljub pa so zapuščeni mejni objekti in ponekod celo smetišča. Prva stvar, ki jo zagledajo tujci ob vstopu v Slovenijo. Na vrsti je klicaj. Dobrodošli v zeleno Slovenijo, prej v sivo in zanemarjeno. Obljube, da po padcu meje potniki še opazili ne bodo, kdaj zapuščajo eno državo in vstopajo v drugo, so ostale zgolj besede. Na Lazaretu tujca pričakajo zapuščeni carinski objekti in razpadajoča kompasova restauracija. Puščava, razvalina, to je bilo nekaj lepega in danes ni nič razvalina. Glejte tam Podgane se sprehajajo. Tole podrt, narediti vsaj en bar, in povezavo, cestna povezavo, mislim, autobus ali karkoli že. Questo era un bel ristorante, è stato un peccato che sia stato abbandonato a se stesso. Na krajevno skupnost dežujejo pritožbe, edino kar lahko storijo so občasne čistilne akcije. Obmejni objekti so v državni lasti, podrtija pa v lasti občine Koper. A ne bivši lastnik ne občina v vseh letih nista storila ničesar, razen da mešetarijo s prodajo. Sedaj je postal ne samo grd, ne samo da kazi to podobo Slovenije, ki jo dobijo tujci, ko pridejo sem k nam na obisk, pač pa je tudi zelo nevaren. Enaka slika tudi na Plavjah. Bolj kot na mejo objekti opominjajo na brezbrižnost lastnikov in domačinov. Queste zone di confine che dovrebbero essere tenute meglio perché è un biglietto da visita per uno stato in cui uno entra e anche per noi stessi. In čeprav je na Škofijah država že odstranila carinske objekte, pa je nekdanja meja tudi tu še kako opazna. Edino, česar zagotovo ni mogoče opaziti, je zelena barva zelene Slovenije.